Lepo pozdravljeni na predstavitveni konferenci. To je naša druga predstavitvena konferenca, ki je povezana z spodbujanjem kreativnih kulturnih industrij in z razpisi za nepovratna sredstva. Predlagam, da kar začnemo, glede na to, da sta z nami direktor muzeja Matevž Čelik in minister za kulturo Zoran Poznič. Še eno stvar, vsi nosimo badge, ste opazili, badži so po barvah in sicer mentorji imajo oranžne značke, zelene imate potencialni prijavitelji, modre pa prejšnji dobitniki. To je zelo pomembno, zato da jih boste lahko v vseh pavzah spraševali o izkušnjah, mogoče si boste lahko poiskali mentorja in kasneje po konferenci imamo tudi mreženski dogodek, kjer se boste lahko med sabo bolje spoznali. Zdaj pa na oder najprej vabim gostitelja, to pomeni Matevža Čelika, direktorja MAO, da pove nekaj uvodnih besed. Potem za njim pa vabim na oder še magistra Zorana Pozniča, ministra za kulturo, da pove nekaj o pomembnosti tega razpisa. Lepo pozdravljeni v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Muzej se zadnjih 10 let močno spreminja. Naj povem nekaj, moj mentor ali pa moj prvi delodajalec je bil arhitekt Vojteh Ravnikar in jaz njegovo zapuščino na nek način nosim s sabo in sem pravzaprav šele, odkar sem prišel v muzej, nekako dojel, kaj je on zapustil. Meni je močno ostal v spominu en njegov uvodnik, mislim, da je bil prvi uvodnik v takrat ustanovljeno revijo Piranezi, ki je bila ustanovljena z eno očitno ambicijo, da se slovenska arhitektura predstavi celemu svetu, ampak ne samo, da se mu predstavi, ampak da postane igralec na parketu, na mednarodnem parketu. In on je takrat zapisal v tistem uvodniku The world is your playground. To je nekaj, kar jaz nosim s sabo in se mi zdi izjemno pomembno za vse projekte, ki jih skušamo v muzeju ustvariti. Ne glede, koliko majhni smo, koliko skromno financiranje imamo, mi smo lahko igralci na evropskem parketu pa na svetovnem parketu in zato ustvarjamo te projekte, ki jih ustvarjamo. Za muzej je bil zelo pomemben bienale oblikovanja, ker je pomenil, da muzej ves čas živi dvojno življenje, da živi življenje laboratorija in da živi življenje muzeja kot nacionalne zakladnice. In bienale, ki smo ga spreminjali, je pravzaprav pomagal spremeniti tudi muzej. Leta 2014, ko smo delali jubilejni bienale, je bila ta sprememba še posebej pomembna, zato ker je bilo to eno najbolj kriznih let, ko so se sredstva najbolj rezala, ko mladi niso mogli dobiti zaposlitev in z bienalom smo takrat hoteli omogočiti prav to, da skozi bienale mladi ustvarjalci dobijo izkušnje, da se povežejo s podjetji in da svet postane njihov parket, na katerem igrajo. In iz tistega bienala se je potem razvil tudi projekt Center za kreativnost in veseli me, da je odziv na dejavnosti, ki jih v okviru centra izvajamo mi skupaj z Ministrstvom za kulturo tako velik, da je zdaj odzunaj ta drug razpis, ki je skoraj 3-krat težji od prejšnjega in da se bodo s temi sredstvi lahko razvili novi in zanimivi projekti. Kar je pomembno je to, da ne gre samo za sredstva, ki se delijo, ampak da gre tudi za programe, ki jih izvajamo tukaj v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in so vam v podporo pri tem, ko boste razvijali te projekte, ko boste delili rezultate teh projektov s svetom in z nami in z drugimi prejemniki sredstev, vse z namenom, da se vaše dejavnosti in dejavnosti drugih čim bolj oplemenitijo. Jaz vam želim eno uspešno konferenco in čim bolj prijeten dan. Izjemno vesel sem, da je danes z nami tudi minister za kulturo in da vam bo spregovoril nekaj besed za začetek. Dobar dan, mogoče res samo par besed. Spoštovane in spoštovani, gospod direktor. Princip kreativnosti je seveda
saj po našem mnenju tam na Ministrstvu za kulturo glavno vodilo nasploh vsega človeškega razvoja v 21. stoletju. Ta kreativnost, prepletena, vaša kreativnost, če temu tako rečem, prepletena z polji v gospodarstvu, v znanosti, v izobraževanju, v resnici prinese tisto, kar ne bi se od vsakega posameznika tudi pričakovalo v družbi. V tej nori družbi, ki jo vsi živimo in verjetno norejša postaja iz dneva v dan, kar se tiče raznih manipulacij in vsega tega, kar nas obdaja. Pa vendar, če so včasih rekli, da je glavno vodilo še 20. stoletja v resnici tisto, da delo na en način osmišlja človeka, delo predstavlja bazo za njegovo socialno strukturo, za njegovo, če temu rečem, verifikacijo znotraj ožje socialne skupine ali širše, z vso avtomatizacijo in robotizacijo, kibernetizacijo v 21. stoletju temu ni več tako. In edino, kar nam v resnici vsem skupaj ostane, je spodbujati kreativnost. Kreativnost v posamezniku, s tem spodbujamo tudi kritično mišljenje, s tem poskušamo poseči tudi v tiste sfere, ki jim rečemo valorizacija vsega in vseh. In seveda po drugi strani tudi tvorno se vključujemo v socialne skupine, v timsko delo, v ljudi, ki prihajajo čisto iz drugačnih provenienc, kot smo mi sami. In ravno to povezovanje leve in desne hemisfere človeških možgan je v resnici tisto, kar si verjetno vsi želimo, da bi bilo glavno vodilo družbe 21. stoletja. Primer dobrih praks v Sloveniji je vsekakor malo z vsem tem, kar počne na tem področju, tudi s tem projektom, ki ga zdaj uspešno vodi in ki ga bo seveda tudi uspešno zaključil, tudi s tem razpisom, ki je zdaj na voljo za več kot 2 milijona. Moram pa ob vsem tem tudi se malo posuditi s pepedom in reči, da to je bil prvi sploh takšen projekt, tako indisciplinaren. To povezovanje ne gre samo v tisti vaši kreativni sferi, ampak gre tudi tam med ministrstvi. In včasih je bilo tudi mojim strokovnjakinjam in strokovnjakom zelo težko prepričevati in razlagati tistim ozkim birokratskim glavam na drugih ministrstvih, kaj to v resnici sploh predstavlja. Vsi so vedno vse te projekte, vse te razpise hoteli dati v ene svoje Excel tabele in okvirčke in je bilo res zelo težko priti sploh do končnega rezultata. Zato, da je vsekakor vse to, kar je sedaj pred vami, vseeno narejeno po načelu umetnosti možnega. Vam pa obljubim, teh projektov in vsega tega, čemu tudi danes prisvetuje, bo čez dalje več. Družba mora vlagati vsa svoja v resnici razpoložljiva sredstva točno v principe, ki peljejo od kreativnosti do končnega rezultata. Pa ne se temu rezultatu reče ali intelektualno delo, ali snovni predmet, ali karkoli drugega. Tako da lahko tudi rečem, da zdaj tlele v tej sobani, v tej dvorani sedi elita bodočnosti, kakorkoli se to idiotsko in blesovo sliši, ampak v resnici mislim resno. Kreativci ste tisti, s katerim bo vse skupaj se razvilo, ali pa po drugi strani vse skupaj padlo in potonilo v pozabo zgodovine. Tako da je tudi pred vami kar velika odgovornost. V glavnem se vam želim čim bolj uspešno delo, čim več projektov, čim več povezovanja, čim več timskega dela, čim več socialne vključljivosti, v glavnem čim več dobrega. Tako da, hvala. Jaz sem zelo vesela, da je minister izpostavil nekatere tiste stvari in probleme, ki so se porajali v začetku in lansiranju Centra za kreativnost, in sem prepričana, da bo tudi malo kot nosilec projekta Centra za kreativnost pravzaprav uspešno nadaljeval in razvijal te projekte in ne bodo utonili v pozabo. Zato skrbimo kot nacionalni javni zavod na področju arhitekture, oblikovanja,
kot muzej z zelo bogato slovensko dediščino in po drugi strani kot ena zelo hibridna institucija, ki je pod ambasador slovenske kreativnosti v svetu skozi različne projekte in pa skozi Center za kreativnost, pravzaprav laboratorij ustvarjalnosti in povezovanja dediščine z nekimi možnimi prihodnosti in pa seveda sedanjimi projekti. Center za kreativnost je kohezijski projekt, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija in se nahaja oziroma financira iz prednostne osi dinamičnega in konkurenčnega podjetništva in nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij. No, tu je ena pomembna prednost, zakaj je ta razpis na ministrstvu, da so se na ministrstvu vse skozi trudili, da se kreativni sektor in specifike tega sektorja v bistvu upoštevajo tudi pri teh razpisih, kar je bilo, kot je povedal minister, včasih tudi težko. Ampak je šlo in razpisi se bojo izboljševali. Danes smo zastavili Center za kreativnost oziroma smo ga zastavili kot interdisciplinarno platformo, ki skozi javne subvencije in pa podporne aktivnosti muzeja povezuje, predstavlja in podpira razvoj kreativnega sektorja v Sloveniji ter ga povezuje z drugimi sektorji. Skratka, gre za projekt, ki podpira dejavnosti na presečišču in zaradi teh presečišč nekako niso imele sistemske podpore. Vse skupaj je umeščeno v širšo strategijo Republike Slovenije za razvoj, strategijo pametne specializacije in center tako dopolnjuje širši ekosistem, inovacijski ekosistem Slovenije, tako preko projektov art thinkinga, ki jih prav tako spodbuja Ministrstvo za kulturo, kot malo bolj design thinkinga in že neke konkretizacije projektov skozi aktivnosti centra. Ukrepi za razvoj kreativnega sektorja v Sloveniji smo si zamislili skupaj z ministrstvom skozi dva pravzaprav ukrepa, dve ključni aktivnosti. Eno so razpisi Ministrstva za kulturo, razpisi, ki jih boste podrobneje spoznali tudi danes. Drugo pa so podporne aktivnosti platforme Centra za kreativnost, to pa so aktivnosti, ki jih dejansko spodbuja MAO. To so mehke aktivnosti z področja razvoja izdelkov in storitev, izobraževanja, mentorstva, mreženja, internacionalizacije, raziskav in tako naprej, ki probajo ta sektor povezati na drugi strani z drugimi sektorji, s podjetništvom, z inovacijskim okoljem in pa seveda drugimi projekti, ki nastajajo oziroma se razvijajo v Republiki Sloveniji in pa v tujini z tega področja. Vse skupaj seveda ne moremo delati sami. Muzej za arhitekturo in oblikovanje je nenazadnje specializiran za področje dizajna in arhitekture, zato smo že leta 2008 vzpostavili partnersko mrežo, mrežo kreativnih hubov institucij, ki v Sloveniji delujejo in so delovala uspešno še pred lansiranjem Centra za kreativnost. In danes ta partnerska mreža dejansko tvori oziroma si želimo vzpostaviti nek ekosistem, ki bi lahko razvijala tudi priporočila za politiko na področju kreativnega sektorja in nekako vse te projekte Centra za kreativnost povezovala in razvijala naprej. Kaj smo dosegli v zadnjih letih? Pravzaprav se je program začel razvijati leta 2018, je bil aktiviran oziroma lansiran in danes poteka prvo leto, odkar je program nekako celostno zastavljen in se lahko te rezultati našega dela vidijo malo boljše. Ministrstvo je 2019 podprlo 30 projektov, za katere je bilo namenjenih skoraj 800 000 evrov, večina oziroma večji delež na vzhodni regiji, zato ker je to tudi prednostna os kohezije in od tega 11 projektov v sklopu A1, 11 projektov v sklopu A2 in pa 8 projektov v sklopu A3. Te predstavitve projektov boste slišali tudi malce pozneje. Tukaj si lahko pogledate tudi nekatere projekte, ki pa so podrobneje predstavljeni na spletni strani Centra za kreativnost.
tako da tukaj mogoče samo manjši pregled teh projektov. V sklopu A2 zopet 11 projektov, 7 na vzhodu, 4 na zahodu in pa v sklopu A3 nekaj projektov. Tu je bilo podprtih malo manj projektov, ampak upamo, da bo na letošnjem razpisu tudi ta del, ki povezuje podjetja in kreativce, malce bolj uspešen oziroma še bolj uspešen. Skratka, te projekte bomo predstavljali tudi v prihodnosti. Danes boste videli nekaj dobrih praks, zagotovo pa bodo te projekti tudi del ostalih podpornih aktivnosti, razstav in predstavitev Centra za kreativnost. In zdaj partnerska mreža in koprodukcijski programi, ki jih skupaj ustvarjamo s partnerji in ki jih tudi financira, koproducira center. Od leta 2018 do leta 2020 zdaj sodelujemo z 22 institucijami, katerim je namenjeno zdaj že $500 000 produkcijskih sredstev, razvitih je bilo skupaj okrog 80 podpornih programov za vsa ta različna področja in do leta 2022 bo temu namenjenih vsaj še €1,5 milijona. Partnerji podpirajo oziroma razvijajo programe tako na področju vseh 6 stebrov, ki jih dejansko izvaja Center za kreativnost in bojo aprila tudi podrobneje predstavljeni, tako da boste lahko slišali tudi na javnih predstavitvah, kaj so tisti podporni programi. Zdaj, s partnersko mrežo smo v preteklih letih razvili zanimive projekte, predvsem tiste, ki nekako opolnomočijo kreativce z nekimi specializiranimi podjetniškimi znanji za obstoj, razvoj na trgu, pa do specifičnih kreativnih znanj, ki jih mogoče ni možno pridobiti v redni izobrazbi. Podpirali pa smo projekte tako s področja arhitekture, oblikovanja, dediščine, vizualne umetnosti, skratka res zelo pester in raznolik program, ki se ga je udeležilo več tisoč obiskovalcev. In če povem, do danes so številke, udeležba na naših dogodkih je v bistvu kar izjemna. Vsega skupaj smo imeli skupaj s partnerskimi programi več kot 43 000 udeležencev, obiskovalcev, 199 vključenih podjetij vzhodne in zahodne regije, to je tudi eden od kazalnikov Centra za kreativnost, in pa skoraj 200 izvedenih programov in aktivnosti, 46 000 enkratnih uporabnikov spletne strani, več kot 1200 registriranih uporabnikov na spletni strani oziroma spletni platformi centra, 144 kreativcev, 82 mentorjev, skratka kar impresivne številke. Ravno kar razvijamo in spodbujamo tudi spletno stran, da postane kot orodje mreženja in bo lansirana v kratkem. Drugače pa razvijamo seveda tudi lastne blagovne znamke Centra za kreativnost, zelo uspešne prenose veščin, pop-up starte, ki so namenjeni nišnim proizvajalcem, kreativcem, blagovno znamko Made in Slovenija, specializirane konference letne na določenih področjih, ki povezujejo partnerje in neke zanimive teme, in pa seveda uspešna mreženja v tujini. Letos pripravljamo Milano Design Week 2020, upam, da ne bo odpadel zaradi virusa. Skratka, prijeli smo 100 izdelkov, izbrali 29 projektov, ki jih tudi koproduciramo in razvijamo in jih predstavljamo na eni zelo impresivni lokaciji, to je nova lokacija v samem centru mesta, železniški postaji Ventura Centrale. Zelo aktivni pa smo ravno v tem trenutku tudi z kreativnimi izobraževanji, podjetniškimi znanji, skozi različne sklope, ki jih izvajamo tako v Mariboru kot v Ljubljani in s katerimi pravzaprav probamo podpirati tako tiste, ki se bodo še prijavljali na razpis, kot tiste, ki so mogoče pridobili veliko število točk in jim potrebujemo samo dodatno vzpodbudo za razpise. Pomembna aktivnost je tudi udeležba in podpora ob razpisih, organizacija dela strokovnih komisij oziroma prvih predstavitev v živo,
in že sedaj si lahko ogledate v bistvu, se udeležite izobraževanj, ki jih organiziramo po Sloveniji, od Kopra, Celja, seveda Maribora in pa Ljubljane, in rednih infotočk, ki jih organiziramo vsak teden tako v Mariboru kot v Ljubljani, v podporo vsem zainteresiranim prijaviteljem, po potrebi pa bo tega še več. Ravno kar smo uspešno zaključili bienale oblikovanja, katerega koproducent je tudi Center za kreativnost, in nas vabijo že na predstavitve v Lizbonu, v tujino, skratka zelo dobri odmevi. 19.3. ste vabljeni na otvoritev razstave Made in Crafts and Design, povezave med kreativci in pa tradicionalnimi obrtniki, zelo lep projekt, ki ga delamo v sodelovanju z partnerji iz tujine, in pa aprila predstavitev partnerske mreže, kjer boste lahko videli podporne programe iz različnih področij podsektorjev. Tako da seveda se temu pridružujejo pa tudi prve raziskave in analize sektorja, s katerim bomo zagotovili nek sistematičen pogled v dosežke in nekako tudi razvoj sektorja in s tem utemeljevali njegov razvoj in podporo tudi prihodnosti. Hvala. Lepo pozdravljeni, sem Biserka Močnik, pač vodja tega projekta na Ministrstvu za kulturo. Glede na to, da je Anja že kar veliko o samem razpisu in platformi oziroma o celem tem projektu povedala, bi se jaz mogoče fokusirala na razpis, ki je za nami, ki je bil zelo uspešen, ne. Ta prvi razpis smo osnovali res od leta 2015 oziroma platformo kot celoto od leta 2015, od takrat, ko smo v soglasju in v dialogu z Ministrstvom za gospodarstvo pridobili 11 milijonov sredstev za ta namen. V prvotni fazi je bil ta projekt enoten, kasneje smo ga razdelili na platformo in na razpise, na platformo, ki jo izvaja Nacionalni javni zavod Muzej za arhitekturo in oblikovanje, in na javne razpise, ki jih vodi Ministrstvo za kulturo. Menim, da se ta sinergija, ki jo imamo Ministrstvo za kulturo in MAO, da se je izkazala, da dobro sodelujemo in podpiramo en drugega in se razvijamo, no. Prvi razpis smo, čeprav sem rekla, da smo leta 2015 s tem začeli, smo šele uspeli objaviti 1. marca 2019 z res močno podporo vodstva ministrstva. Razpis je bil objavljen 1. marca in je trajal do 6. maja, zelo dolgo, zato ker je bil to, smo ugotovili, prvi tak razpis na tem polju in eventualni in bodoči prijavitelji so pač potrebovali malo več časa in tudi malo več podpore strani platforme, ki je ravno tako, kot je Anja pokazala zdajle, kot bojo izobraževanja po Sloveniji, smo tudi takrat veliko izobraževanj naredili. Lahko rečem, da je bil odziv izjemen. 150 prijav, skupno je 6. maja prišlo 150 prijav. Moram reči, da se je na teh prijavah tudi pokazalo, da smo imeli vsi malo težav, veliko je bilo dopolnitev. Ko smo te dopolnitve pač uredili, so prišle na vrsto pravzaprav prve javne predstavitve projektov pred strokovno komisijo. Ugotovili smo, da je to izjemna praksa, ko se lahko strokovnjaki, ki ocenjujejo te projekte, srečajo s samimi prijavitelji. Izkazala se je to kot pozitivna izkušnja tudi v odzivih prijaviteljev, ki so pač kandidirali na tem razpisu. Strokovna komisija, ki je bila sestavljena iz več kot 31 članov iz vseh področij, je bila pač razdeljena po področjih, glede na področje, strokovnjaki so bili fokusirani oziroma so ocenjevali vloge glede na področje tam, kjer so delovali.
po 2 in 2, v primeru, če je bila razlika v oceni prevelika, smo povabili k ocenitvi še tretjega ocenjevalca. Le teh je bilo zelo malo. Po tem, ko smo strnili vse te rezultate ocenjevalcev, smo pač ugotovili, da je izjemno veliko dobrih projektov, ki so presegli 70 točk. Z ministrom smo takrat pri poleti pač naredili en velik napor in prosili, če bi lahko morda že v takratnem razpisu povečali sredstva in omogočili vsem tistim, ki so presegali 70 točk, da bi na nek način, da bi bili financirani, vendar v tistem momentu pač se to ni šlo. Torej smo sprejeli toliko prijaviteljev, kot smo pač imeli denarja 30. Če pogledate tabelo, je zavrnjenih zaradi počrpanja sredstev je bilo 47, kar je zelo veliko, in 73 ni bilo ustreznih vlog. Tukaj imate še pač neko procentualno zadevo. Zdaj pa, če gremo še na rezultate razpisa po področjih in glede na vzhodno in zahodno regijo, ugotavljamo, da je bilo število prijavljenih vlog iz zahoda seveda večje, kar je logično, saj smo tudi na nek način to pričakovali, saj je zahodna regija pač močnejša in je tudi bolj razvita. Zgodil se je tukaj v vzhodni regiji en tak problemček. V sklopu A3 smo ugotovili, da ni bilo dovolj kvalitetno ocenjenih prijaviteljev, torej, ki niso dosegli 70 točk, torej smo namenili na vzhod v sklopu A3 3 subvencije manj, kot bi sicer lahko. Ta sredstva so bila prenešena v naslednji razpis in v novem razpisu, to imate še neko tako, v novem razpisu smo namenili 3-krat več sredstev, kot smo jih zdaj približno, kot smo jih v prejšnjem razpisu imeli, in računamo, da bomo uspešnejši tudi na vzhodu. Aktivirali smo platformo, da je močnejša, kar se tiče izobraževanja, povezovanja in sodelovanja z akterji na terenu na vzhodu, tako da na nek način razvijamo ta kreativni sektor tudi z malo večjo podporo na vzhodu. V nadaljevanju tukaj pa lahko vidite zmagovalce, ki bodo eno je bil vzhod, to je zahod, in tudi nekaj odzivov, bom samo tako preletela, teh, ki so zmagali in so dobili sredstva, njihovi odzivi na naš razpis. Zdaj pa mislim, da bo nadaljevala spet Anja, ki bo pa predstavila zdaj razpis, ki je pred nami. Biserka, hvala. No, in zdaj končno k temi, zaradi katere ste danes tudi tukaj, predstavitev razpisa 2020-2021. Kot rečeno, rezultate iz leta 2019 pa bo moč videti v drugi polovici tega današnjega dogodka. Skratka, izvajalec razpisa je Ministrstvo za kulturo. Tukaj opozarjam tudi vse tiste, ki naslavljate vprašanja o razpisih in tako naprej na Center za kreativnost, vas prosimo, da jih naslovite tudi na Ministrstvo za kulturo, ker ministrstvo podaja uradne odgovore in moramo tudi mi potem vas napotiti na ministrstvo, medtem ko je center tukaj podporna platforma za izobraževanja in svetovanja. Razpis se nahaja na prednostni osi, smo rekli, dinamično konkurenčno podjetništvo in spodbujamo projekte z področja podjetništva, skratka projekte, ki imajo podjetniški potencial. Upravičeni stroški so med 1.1.2020 in pa med 30.9.2021.
Zdaj, predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih izdelkov in projektov podjetij z področja kreativnega in kulturnega sektorja, za razvoj novih izdelkov, storitev ali procesov, ter spodbujanje močnejšega sodelovanja med kreativnim sektorjem, med ustvarjalci in med gospodarstvom. Pomembno pa je, da razpis spodbuja, kar sem že povedala, projekte, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimenta, trga, podjetništva, skratka, in združuje seveda, izraža kulturne in kreativne vsebine, vendar pa so rezultati teh projektov poslovno uresničljivi in povečujejo dodano vrednost. Skratka, gre za tiste projekte, ki imajo nek podjetniški potencial in potencial na trgu. Ni pa cilj razpisa financiranje vsakega posamičnega navedenega področja kreativnega sektorja. To je bilo, se pojavilo kar veliko vprašanj v lanskem letu. Skratka, ne gre za to, da bi podpirali, ne vem, 5 projektov z področja arhitekture, 5 projektov z področja oblikovanja, ampak dobre projekte na omenjenih presečiščih. Prav tako projekt ne podpira delovanja programov, rednih programov, ustvarjalcev ali organizacij na področju kulture, ne podpira razstave, predstave ali umetniška dela, ki so pač namenjena nekemu umetniškemu predstavljanju. Skratka, kot rečeno, cilj tega projekta, tega razpisa in platforme je, da ustvarjalci lahko samostojno živijo na trgu tudi od teh razpisov, subvencij in znanj, ki jih pridobijo. Namen razpisa je razvoj inovativnih idej, tako v kreativnem sektorju kot v gospodarstvu, sodelovanje med kreativnim sektorjem in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v kreativnem sektorju skozi sodelovanje z mentorji, ta mentorska shema je tudi zelo pomembna, in pa seveda dvig števila zaposlenih v podprtih projektih. Zato so nekateri projekti, je eden od ključnih ciljev, kazalnikov tudi zaposlitve nove. Kulturni in kreativni sektor opredeljujemo kot, ali mi raje rečemo sektor kot industrije, opredeljujemo kot dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in pač se nahajajo na enem od teh področij, seveda pa smo odprti za neke nove oblike, ki jih mogoče trenutno še niso zaznane, zato je tukaj tudi drugo umetniško ustvarjanje. Dejansko pa ta definicija sledi nekim evropskim definicijam, zato da so potem podatki iz Slovenije lahko primerljivi tudi z ostalo Evropo. Skratka, platforma Center za kreativnost izvedbi MAO in razpisi so nedeljeni oziroma zelo povezan del enega in istega projekta, tako da to, kar delamo mi, je, da podpiramo prijavitelje z izobraževanji, z dodatnimi znanji, da zbiramo odzive na razpise in jih probamo potem implementirati v novi perspektivi, v novih razpisih, da se te razpisi seveda izboljšujejo in razvijajo še naprej in se tudi bodo, tako kot je omenil že minister. Kar je pomembno poudariti, je programska področja. Gre za kohezijo in kohezijska politika podpira solidarnost, evropsko solidarnost in večji sredstev je namenjen manj razvitim evropskim državam in regijam. In vzhodna regija je manj razvita regija, zato je tudi delež sredstev, ki je namenjen temu skozi kohezijsko politiko, veliko večji. Ampak to pravzaprav tudi ustreza raziskavam, ki smo jih ravnokar opravili, da je vzhodna regija resnično podhranjena na področju tega kreativnega sektorja in upamo, da bomo z temi aktivnostmi centra in dejavnostmi po Sloveniji in cilji razpisa to tudi malce spremenili in izboljšali to sliko.
Tukaj imate eno sliko programskih območij, to gradivo bo na voljo tudi na naši spletni strani in boste lahko do njega dostopali, tako da boste videli, po katerih, kje je vaša, v kateri regiji je vaše podjetje, ki se nahaja. Skratka, projekti se financirajo v 3 različnih fazah. V fazi A1, ki je namenjena nekako idejni fazi, to je preveritvi koncepta, razvoja, testiranja ideje, raziskav s ciljem, da pride do neke bodoče potencialne komercializacije projekta. To je delež sofinanciran v višini do 15.000 evrov, projekt ne bi trajal do 12 mesecev, v tem sklopu pa je letos namenjenih 390.000 evrov. Sklop A2 je kreativni zagon, to pomeni, da se nanj lahko prijavljajo že podjetja, ki so fazi rasti, razvoja, stopajo mogoče na nove trge, širijo proizvode in tako naprej. In to so potem tudi malce višja razvojna sredstva do 40.000 evrov, projekt pa lahko traja do 18 mesecev in temu je namenjeno malce več kot 1 milijon evrov sredstev. Tretji sklop je malce ločen, pa z njem smo poskušali vzpostaviti neka nova sodelovanja med kreativci in med podjetji. Kreativni povezovalnik pa je namenjen razvoju inovacij, nekih procesov, novih izdelkov, storitev, izboljšav v podjetjih, ki mogoče do zdaj še niso sodelovala z kreativci, z temi subvencijami, pa se za to lahko odločijo, lahko vi pristopite k podjetju, mu predlagate sodelovanje. Skratka, tukaj je veliko možnosti, ker se kot en od pomembnih kriterijev šteje seveda tudi sodelovanje z kreativci. Zdaj pa podrobneje predstavitev projektov. Tukaj v sklopu A1 so možne aktivnosti, priprave, študije, raziskave, izvedljivost trga, skratka neki, preden se dejansko projekt začne vzpostavljati, zaganjati na trgu, testiranje prototipa, storitve, pridobitve možnosti, referenc za komercializacijo in pa seveda sodelovanje z mentorjem. In v tem sklopu, idejnem sklopu razvoja projektov so upravičeni prijavitelji v bistvu skoraj da vse oblike, od DOO-jev, SP-jev, socialnih podjetij, samozaposlenih v kulturi, društev, zasebnih zavodov in pa zadrug. Potrebno pa je zato seveda dokazilo, da deluje organizacija, ki se prijavlja na področju kulture. Merila v sklopu A1 so usmerjena na nekako oceno potenciala ekipe. Tega ne pozabiti, ko prijavljate projekt. Pri kreativcih smo ugotovili, da se nam pogosto dogaja, da razvijamo projekte v smislu one man banda, da probamo vse postoriti sami, ampak če želimo res razviti projekt, ga nekako razvijati dalje na trgu, potrebujemo eno širšo ekipo in to se tudi tukaj upošteva in šteje. Potem imamo razumevanje, relevantnost problema, rešitve, opredelitev segmentov kupcev, komu je vaš produkt, storitev, projekt namenjen, neko validacijo in pa kako boste do teh dostopali, poslovni model, kazalniki, vzdržnost vašega poslovnega modela in pa inovativnost projekta. Medtem ko je na sklopu A2 v zagonu kreativnem startupu so te kriteriji že malce bolj zahtevni, gre že malo za bolj razvita projekte ali pa prijavitelje. Možne aktivnosti so izdelan načrt prodaje, lansiranje novega produkta ali storitve, vstop na nov trg, izdelana organizacijska struktura podjetja, definirani neki ključni procesi in vsaj ena nova zaposlitev na projektu. To je v sklopu A2 ravno zaradi tega, ker so to že neka razvita podjetja, majhna podjetja, mikropodjetja ali pa projekti nujno. Začetek komercializacije, seveda pridobivanje partnerjev, novi trgi in sodelovanja z mentorjem. Upravičeni prijavitelji v tem sklopu so pa že malce drugačni, torej tukaj se samozaposleni ne morejo prijaviti,
zaradi tega, ker gre, kot rečeno, za neke aktivnosti na trgu. Podobno je potrebno obvezno dokazilo, da prijavitelj deluje na področju kulture, sredstva pa so do 40.000 evrov. Merila pa so podobna. Podrobnejša merila so navedena v razpisni dokumentaciji in so tudi razdelana po posameznih podsklopih, tako da lahko greste zelo natančno skozi in vidite, kaj je tisto, kar ministrstvo oziroma razpis od vas zahteva, in na tak način lahko tudi neko samooceno mogoče si podate. Skratka, kompetentnost ekipe, razumevanje problema in rešitve ponovno, poslovni model, inovativnost ideje, jasno opredeljeni segmenti kupcev, da vemo, komu prodajamo, komu namenjamo, validacija, kazalniki in pa jasnost realizacije danes in čez 6-12 mesecev, vzdržnost modela in pa ponovno inovativnost. In sklop A3, kreativni pospeševalnik, malce drugačen sklop, kot sem že rekla, je namenjen prijaviteljem z področja gospodarstva do 30.000 evrov sredstev z namenom razvoja inovacij, vključitev kreativcev pri strateškem razvoju podjetja, uvajanje recimo design managementa v poslovanje podjetja, izdelani novi poslovni modeli, neke nove inovativne storitve, ki jih podjetje brez kreativcev mogoče še ni razvijalo, razvitje novega izdelka, storitve in pa s tem tudi širitve trgov, definiranje blagovne znamke, komunikacija in pa seveda začetek komercializacije za te projekte, ki so prijavljeni. Tukaj so možni prijavitelji MSP-ji s področj DOO-ji, DD-ji, SP-ji, socialna podjetja, ponovno samozaposleni v kulturi in društva in zavodi niso možni prijavitelji, pač ker je namenjeno sodelovanju podjetij, možni prijavitelji pa so tudi zadruge. Skratka, letni promet prijavitelja mora biti vsaj 100.000 evrov in imeti mora 2 zaposlena in pa že neke lastne izdelke in storitve na trgu. To, če mogoče res na hitro, boste pa zagotovo šli skozi vse te podrobnosti razpisov tudi na naših izobraževalnih dejavnostih, na svetovanjih 1 na 1. Merila so podobna, cilji projekta definirani, vključenost prijavitelja v projekt, skratka tudi podjetje in vodstvo podjetja mora biti aktivno vključeno v izvedbo podjetja, razumevanje, rešitve in pa kupci, segmenti, poslovna ideja ter seveda sodelovanje z kreativci, s kreativnim sektorjem, naj si bo to zaposlitev preko pogodbe oziroma sodelovanje preko pogodbe ali zaposlitev in ponovno inovativnost. Skratka, tole na hitro ponovno pregled. Sredstev v letošnjem razpisu je namenjeno res kar veliko, več kot 2 milijona evrov, za razliko, če je bilo lani še to 800 pa nekaj tisoč evrov, je to kar velika vsota in možno bo podpreti res večje število projektov in to je ministrstvo se potrudilo ravno zaradi tega, ker so bili rezultati prvega razpisa v bistvu zelo dobri. Koliko projektov, to je zdaj zgolj ocena, pri A2 vsaj 26, recimo v vzhodni regiji 20, v zahodni regiji okrog 6 in potem podobno po ostalih sklopih. Načini financiranja, gre za nepovratna sredstva, dobra novica tukaj pa je, da so možni avansi, predplačila ob finančnem zavarovanju, seveda pogodbenih obveznosti in mogoče ena omejitev sklepanja podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi ni upravičen strošek, letos pa je novost tudi to, da DDV ni upravičen strošek projekta, so pa zato upravičeni stroški investicije, oprema, programska oprema, nova oprema, stroški plač, povračil v zvezi z delom, službena potovanja, informiranja, komuniciranja, zunanjih storitev, raziskovanja, mentorstva, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelava prototipov, skratka res zelo širok spekter sredstev in pa tudi poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, to pomeni 15% upravičenih stroškov plač in pa povračil v zvezi z delom, skratka to ena malce
lažja opcija. Omejitve, med drugim seveda, zato bo treba podrobneje skozi vlogo, da lahko pravna oseba odda največ eno vlogo, da se ne financira rednih dejavnosti, prepoved dvojnega financiranja seveda, kar je vedno pri tovrstnih javnih projektih, ni možnost financirati razstavnih ali drugih projektov na področju umetnosti, skratka gre za podjetniške projekte, projekte s podjetniškim potencialom in aktivnosti ni možno kombinirati z drugimi javnimi sredstvi. In šele 5 let po prejemu končnega izplačila morate v bistvu delovati z proizvodnjo v regiji, kjer ste prijavljeni, sprememba lastništva infrastrukture se ne sme spreminjati in tudi ne bistvene dejavnosti, ki vplivajo na značaj razpisa. Kako poteka postopek? Najprej poteka administrativni pregled vlog, potem sledi pisni poziv k dopolnitvam in pa poziv k osebnim predstaviteljem. To je ena velika prednost, da res lahko, tako kot je povedala Biserka, ocenjevalci v živo vidijo, kaj so tisti projekti in imajo stik tudi z prijavitelji. Zato res predlagamo, seveda ta osebna predstavitev ni nujna, je pa priporočljiva. In k tiskani vlogi priporočamo, da priložite tudi natisnjeno prezentacijo, ki jo boste predstavili na predstavitvi. Potem sledi ocenjevanje, strokovna komisija, rezultati pa so znani 60 dni od zaključka odpiranja vlog. Nato pa seveda sledi poročanje, oddaja zahtevkov in tako naprej, vkolikor so projekti sprejeti. Ena od pomembnih zadev je še mentorska shema, ne bom šla v podrobnosti, skratka poziv za mentorje pri Centru za kreativnost je odprtega tipa, trenutno je v bazi več kot 80 prijavljenih mentorjev z področja podjetniških znanj, z področja poslovnih, finančnih, marketinških in drugih znanj in tudi kreativnih znanj. Tako da si lahko izberete mentorja, seveda pa lahko tudi vi predlagate mentorja, ki ga želite v mentorsko shemo in se lahko v to shemo prijavi kdorkoli drug, za katerega ocenjujete, da bi bil primeren mentor. Center za kreativnost pogleda vlogo, vloga je oziroma poziv je objavljen na naših spletnih straneh, tako da je to res zelo odprto in namenjeno temu, da je razpis čim bolj pripravljen, v bistvu, da koristi prijaviteljem potencialnim. Skratka, seveda pa so vse podrobnosti o delovanju mentorske sheme objavljene tudi na spletnih straneh, je pa mentorstvo obvezen del programa, določeno je tudi obvezno število mentorskih ur, tako da tudi ne presega oziroma ne zavzema pri visokega števila sredstev, so pa ti mentori zelo dobrodošli in malo podrobneje bomo potem po popoldanskem delu predstavili tudi delovanje teh mentorjev, boste pa imeli, upam, da tudi sami priložnost govoriti s tistimi, ki so pri nas. Tako, pogosta vprašanja in gradivo naslavljate na Ministrstvo za kulturo, vprašanja v zvezi z izobraževanjem na Center za kreativnost. Po potrebi, vkolikor bo potrebno, bomo organizirali še dodatna svetovanja in delavnice in vse, kar delamo in predstavljamo, bo dostopno tudi na naših spletnih straneh. Vsako leto pripravimo tudi pogosta vprašanja in odgovore skupaj z ministrstvom in jih prav tako objavimo, tako da vam poenostavimo. Upamo pa, da bomo v prihodnosti delali tudi na digitalni prijavi na ta razpis, kar bi bila naša velika želja, pa tudi mislim, da velika želja Ministrstva za kulturo in vseh prijaviteljev. Tako, to je v bistvu to. Želim vam veliko uspeha. V popoldanskem delu sledijo svetovanja 1-na-1, lahko se počakate in dobite možen termin za svetovalce. Tukaj bojo na voljo 3-4 svetovalci, ki bojo šli z vami skozi vloge, seveda pa potem vsak teden še na različnih lokacijah in po Sloveniji. Tako, hvala lepa.